vsega tega izražam začudenje, pa tudi zahtevo, da se z investicijo nadaljuje in da investicija teče nemoteno, tako kot je bila tudi načrtovana. Še en čas, vlada, opozicija, naredi tisto, kar mora narediti. Socialni demokrati podpiramo in zahtevamo, da se začeta investicija nadaljuje. Pozdravljeni v muzeju Dešalar, ki je posvečen šestnogi jezerni pošasti, šaleški, škalarnju, na katero valimo krivdo za celotno afero TEŠ6 in pa vdorni nastanek 3 jezer v dolini. Škalarja poznamo kot šestnogega reptila, ki za svoj obstoj potrebuje ogljik. Gre namreč za to, da škalar, ko njegov skelet postane premajhen, ga odvrže, kar je evidentno vidno s satelitskega posnetka nad Šoštanjem in Velenjem, torej Šaleško dolino, in potrebuje izjemno velike količine ogljika, ki jih pridobi z požiranjem premoga. Zatem pa potrebuje tudi večjo kožo, za katero pa si je škalar našel celulozo pri gotovini, ki je bila potrebna za dokapitalizacijo TEŠ-a. Škalar je tudi umeščen na jezerni popis vseh svetovnih pošasti in se bomo potegovali v naslednjem letu za evropska sredstva, s katerimi bomo podprli kampanjo, da postane Šaleška dolina prestolnica jezernih pošasti v Evropi. Smo v prvi dvorani, ki pravimo pisarna, v kateri je noč pred preiskavo policije celo noč gorela luč. V pisarni se je torej to noč telefoniralo, v naglici pisalo dokumente s kešoperjem, torej tradicionalnim šaleškim milom za pranje keša, počelo ravno to in pa šredalo dokumente, ki jih lahko vidimo v Rotnikovi kehi za vami. Na moji desni je telefon, ki med razstavo zvoni in prosim, da se nanj javljate oziroma da pokličete na katero od zgoraj navedenih telefonskih številk. Posebej ponosni smo na 3 dela na moji levi, ki so bila decembra leta 2018 razstavljena tudi v upravni zgradbi termoelektrarne v Šoštanju. Šlo je za posebno akcijo muzeja Dešalar, kjer smo po vzoru trojanskega konja čez noč v TEŠ-u nasrali škalarjeva jajca. Grafika, ki je prav tako del te postavitve, je posnetek ribičije, kolonije, grafika iz ribiške kolonije francoskih preiskovalcev v Šoštanju, kjer so ujeli tako neizmerno velikega soma, za katerega pravijo, da je moč mu zrasti do te veličine samo v Šoštanju. Vkolikor nimate dodatnih vprašanj, bi vas povabil v sosednjo dvorano, kjer je temno in sicer padli bomo v šaleško gomilo, ki je bila najdena v neposredni bližini TEŠ-a pred kratkim. Prosim. V šaleški gomili smo našli posmrtne ostanke uvoznika indonezijskega premoga, o čem priča lopata za izkopavanje indonezijskega premoga s podpisom rodarja, kakor je bilo to klasično za rodarstvo v Šaleški dolini in širše. Nasleden artefakt prav tako iz šaleške gomile je zanimiva šaleška kajla državi, kovanci in pa čelada, za katero predvidevamo, da je bila v uporabi za religiozne namene. Še naprej imamo vrhunske oljne portrete škalarjevih otrok, ki smo jih prav tako našli v bližini TEŠ-a in sicer predvidevamo, da v Atluškovi vili.
Portretov je 6, vendar so 3 še vedno v restauratorskem oddelku muzeja Deschalard, medtem ko je enega tik pred otvoritvijo zasegla policija in ga nadomestila z generično pentljico, ki se je uspela narediti. Pred nami je video, ki priča o obstoju šaleške jezerne pošasti škalarja, na katerem je moč videti njegove obrise in pa plavanje po sami jezerski gladini. Nad njo pa vidimo šaleško ljudsko pravljico, ki priča o šaleški gostiji tega jezernega reptila. S pomočjo najsodobnejše tehnologije je danes pred nami rekonstrukcija Atlškega groba ali Šaleške doline z lopato, šaleško zagvozdo državi, kovanci in pa čelado. To so artefakti, ki so... Spet zvoni telefon. Zaradi vsega tega izražam začudenje. Meh kliče. Torej, ja, restauratorsko obdelani artefakti so na sredini dvorane in prosim, da jim posvetimo pozornost predvsem detajlom. Smo v zadnji dvorani muzeja Deschalard, na moji levi so škalski dosjeji in na desni globus s seznamom vseh svetovnih jezernih pošasti. Za mano, torej pred vami, je najstarejša upodobitev škalarja in sicer iz začetka 15. stoletja. Datirano delo je z letnico 1413. 1413 je pravljično število legende, ki je enako ceni izgradnje 6. bloka pri termoelektrarni v Šoštanju, torej 1,41 milijarde evrov. In ko obrnemo na bok, dobimo letnico prve upodobitve tega šaleškega reptila. Prvo ohranjeno delo škalskih dosjejev, ki smo ga uspeli ohraniti iz potopljenih vasi, je 6. odprava iz leta 1906. Sledi fotografija muzeja Deschalard, ki je bil že leta 1922 strani dr. Medica namenjen muzeju Deschalard. Predtem smo odkrili tudi fotografije recimo prvih šaleških zapornikov, ki že uporabljajo kešoper, torej milo za pranje keša. Potem smo blazno ponosni na naše potapljače, ki jih financiramo že od začetka šaleške Atlantide leta 1951, ko je takratna oblast razstrelila zvonik škalske cerkve svetega Jurija. Ponosni smo na direktorico med leti 2003 in 2010, ki je orala ledino skupaj s takratnim direktorjem Teša leda v našem muzeju Deschalard. In pa za konec, veseli smo naše gostujoče razstave v muzeju Deschalard v Pivki, sicer njegove švicarske izpostave v Badnu, odkoder prihaja tudi slavni Alstom, s katerim smo skupaj orali ledino v Šoštanju.